Bitcoin je dosegel mejo 100.000, ampak kakšne namene imajo kiti, ki svoje premoženje vedno bolj pomikajo na menjalnice? V drugih novicah pa tudi. ECB nadaljuje s pripravami na digitalni evro, nemška družba pridobila dovoljenje za vzpostavitev tokenizacijske platforme in XRP je ponovno na 3. mestu. Zanimive novice! Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Bitcoin je dosegel rekordno mejo $100.000, a veliki vlagatelji, znani kot kiti, ostajajo previdni. Analitiki opozarjajo na povečane prenose bitcoinov na borze, kar bi lahko nakazovalo prihodnje razprodaje, čeprav trenutno ni močnega pritiska na prodajo. Ključen indikator, imenovan prilagojeno razmerje dobička, ne kaže večjih aktivnosti prodaje, kar pomeni, da vlagatelji pričakujejo nadaljnjo rast. Torej, meja 100.000 je bila dosežena, ampak kaj nameravajo kiti? Komentirajte spodaj. Evropska centralna banka nadaljuje priprave na uvedbo digitalnega evra, ki bi ga lahko odobrili oktobra 2025. Razprave vključujejo omejitve glede količine digitalnega evra, ki ga lahko posameznik ima, in zagotavljanje zasebnosti. Ena izmed predlaganih rešitev za presežne zneske je avtomatski prenos v navaden bančni račun. ECB tudi poudarja pomen evropske finančne neodvisnosti in razvija infrastrukturo za digitalne transakcije. Prav tako obljubljajo, da bo digitalni evro zagotavljal višji standard zasebnosti kot trenutne komercialne rešitve. CBDC-ji se nezadržno bližajo. Kaj nam prinašajo, bo pokazal samo čas. Hej, če so ti naše novice všeč, pritisni všeček spodaj pod videom, komentiraj in seveda ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne zamudiš naslednje epizode. Nemška družba 21X je pridobila dovoljenje za vzpostavitev blockchain platforme za trgovanje, ki omogoča tokenizacijo finančnih instrumentov. To je prva taka licenca v skladu z EU pilotnim režimom DLT. Platforma bo omogočala izdajo, trgovanje in poravnavo tokeniziranih vrednostnih papirjev na blockchainu, s čimer želi izboljšati dostopnost in zaupanje v digitalne trge. Pri razvoju sodeluje z omrežjem Polygon in drugimi partnerji, kar omogoča hitro in stroškovno učinkovito izvedbo transakcij. Začetek platforme je načrtovan v prvem četrtletju leta 2025. Leto 2025 očitno prinaša ogromno novosti za kriptotrg. Ripple XRP je s skokom vrednosti za 30% prehitel USDT po tržni kapitalizaciji. Rast je povezana z novico, da bi newyorške finančne oblasti lahko kmalu odobrile Ripplov stabilni kovanec RLUSD, ki bi ga podjetje uporabljalo za hitrejša in cenejša mednarodna plačila. Hkrati so vlagatelji optimistični glede morebitnega ETF sklada za XRP v ZDA. XRP-jev uspeh sovpada tudi z napovedanim odhodom predsednika SEC, kar bi lahko pozitivno vplivalo na dolgoletni pravni spor med Ripple in regulatorjem. Dobri stari časi so se očitno vrnili. XRP je zasedel nazaj svoje staro mesto. Hvala vam za ogled in ne se nam pozabiti pridružiti v naslednji epizodi.